Pozdravljeni nazaj. Mislim, da je tokrat res ena vrhunska debata se razvila. Zaključili smo drugi del, kjer smo se precej pogovarjali o timu, o delu z igralci, kako delujemo z igralci. Ampak tukaj bi te pa jaz, zdaj Dušan, malo izzval tudi iz naše prve oddaje. Kakšni so vaši rezultati bili znotraj tekem? Koliko ste vi imeli podatkov, rečemo, metrov v visokem, pa v tem zelo hitrem tempu, koliko ste vi pretekli v povprečju metrov na tekmo? Zdaj, če ste večinoma ste verjetno vse imeli kilometrino okrog 11 do 12 kilometrov na tekmo, ne? Tako. Mi nismo odstopali, tako kot sem gledal, torej ti imaš samo svoje podatke od svoje ekipe, ne? Ja. Ja, jaz se nisem mogel primerjati, ne vem, če smo z Domžalami igrali, torej tudi v času, ko smo bili tam, si točno vedel, s katero ekipo bo tekma na tranzicijo, da bo neka vsebina, da bo gor, pa točno si vedel, katera ekipa bo prišla, da boš težko igro razvil, ker bojo taktizirali, ne bojo te podatki na GPS-u sploh ničemu relevantni. Ja. Ti rabiš danes za dobro tekmo, za dobro dve ekipe. Ali nasprotnika, ja. Tako, ne. In tukaj bi mi mogli tudi konsens znotraj slovenske lige sprejeti, ne. Torej, da se igra nek nogomet, ki je všečen, in jaz sem vedno na to tudi dosti gledal. Jaz sem bil dostikrat zadovoljen, ker nismo bili rezultatsko uspešni, pa vem, da smo dobro tekmo, da je bila zanimiva, da je bila neka vsebina gor, da je bilo veliko nekega vloženega truda noter, pa da je bila zanimiva tekma, ne. To mi je bil bolj pokazatelj, kakor sam rezultat, kjer ni bilo praktično nič na igrišču, pa neko čakanje, pa neke ne. Tako. Ampak koliko ste pa imeli, rečemo, na teh dobrih tekmah? Ja, najboljši igralci so pretekli, ne vem, 12 kilometrov recimo, ne, bili so 13, kakšne tekme, 120 kilometrov se nam je zgodilo, da smo pretekli vsi kot ekipa, to je na mednarodnem nivoju Champions League ne pretečejo to. Pol smo imeli, ne vem, od 100 šprinti so bili pa odvisni od nasprotnika. Imeli smo tudi 110, 120 šprintov, cela ekipa, imeli smo pa tudi 50, ne vem, ko ni bilo nič od tekme, ni bilo nobenega šprinta, nad 25. Ne? In te boljši igralci naši, ne vem, so imeli do 20 šprintov, ne? Bi rekel nad 25 kilometrov. Ne? Razlika med našo ligo pa med, ne vem, neko nemško bi pa verjetno bila, zdaj laično govorim, Nace, ti se bolj spoznaš na to, bi rekel tudi 300 metrih recimo. High intensity, ja. Od 25 do 32, ne vem, koliko tečejo. Bi rekel 300 metrov, to ni toliko veliko, ne, sam če jaz 300 metrov šprinta raztegnem po 5, po 10, po 20 metrov, vidiš, da vsak igralec, če pretegne, ne vem. To je ena stvar, a druga stvar je pa v bistvu, da v teh višjih ligah, ko greš, je vsak igralec sposoben to sproducirati na vsaki tekmi, ne. Pri nas pa imaš tista dva igralca, ko sta to sposobna, ti izstopata in veš, da verjetno jih boš težko zadržal še eno sezono, ker sta toliko superiorna čisto fizično. Jaz vem, recimo ta high intensity distance smo mi zelo gledali, vse, kar je nad 20 km na uro, vse, kar je v neki visoki intenzivnosti. In vem, da pri nas je recimo ena tekma je bila, Žiga Škofle kot tekel 1,2 km v tem tempu, kar je res zelo veliko. Jaz mislim, da to, kar sem jaz bil v Rudarju, je bilo največ, kar sem doživel. Pa gledaš recimo Dušana Tadića, se spomnim eno sezono, 2 nazaj, sem neke rezultate gledal iz Lige prvakov, je pa mislim, da celo okrog 2 km pretekel v tej intenzivnosti, torej skoraj dvakrat več, to je noro. Mi smo imeli tudi pri nas, recimo pri nas se je zgodilo 800, 700, 1000, tudi so tako, ja. 1200. Bile so tekme, kjer so res nekateri na tem high intensity bili odlični, ampak recimo Robi nam je zaupal, da je Robi Koren reprezentant, naš je pa Jurija Popov. In ja. Vsako tekmo Jurija Popov preteči v angleški drugi ligi, kjer vidiš, ne, da se pa naš fant težko približa tem parametrom. Ne. Ker tudi je en od podatkov, ne, da v resnici naš tempo slovenske lige, mislim, da je okrog poprečna hitrost teka. Ne. Se pravi, ko vzamemo te žogo v igri, je nekje 5,5 km do 6. Ne. Če gledamo samo poljsko ligo, že prehajajo proti 8 km poprečna hitrost teka. Ne. Pa se nam zdi to, to je samo 2 km, ampak ko ti to daš v 90 minut, v vse te šprinte, vse to, in prijemo ponovno do tega, ne, da rabimo verjetno na eni strani malce poselekcionirane kvalitetne igralce, na drugi strani pa kaj bomo mi počeli in na tretji strani tisti
kar je meni bilo zelo zanimivo, kar si rekel, ne. Dajmo se zmeniti, da bomo vsi igrali nek tak fuzbal, zato da bomo razvili, ker tam, če gledamo nemško ali pa angleško prvenstvo, nihče praktično se ne brani, razen če jih nasprotnih res izrazito prisili v to, ne. Vsi grejo odprto, tečejo, ampak kako bi pa ti predlagal, da bi to izgledalo pol? Bi še bilo treba verjetno pol vodilne v klubu prepričati v kaj? Jaz nikoli nisem gledal samo nase, vedno sem gledal, da rabimo, torej mi vedno, ko smo igrali kakšne tekme take, je bil užitek. No. Tudi v slovenski ligi dobiš dobre tekme, ko je tranzicija, ko so neki principi noter, ki jih spoznaš in je to dobra tekma. Ne. Zdaj, ko pa gledam nekaj, bi pa rekel, glej, pa dajmo se zmeniti, pa to noben po televiziji ne bo gledal. Ne. Torej, mi moramo skrbeti malo tudi za to, kakšen imidž bo te naše lige, kako se bomo postavili v Evropi, ko pridemo, ne. In tako naprej. In naši fantje niso fizično toliko dobri, da bi lahko šli kar, torej manjka jim. No? Manjka jim, zato tudi, ko grejo v tujino, pa težko pustijo pečat in tako naprej. Ne? To tudi mene zanima, kaj v resnici Maribor v tem obdobju delal. Jaz vem, da ko je igral Ligo prvakov, ne? Kaj so oni trenirali za to, da so lahko držali ta tempo z Evropo, ne? Ampak spet je nogomet sama moč igralca. Ti si lahko počasen igralec, pa funkcioniraš. Mogoče ima Celje hitrejše igralce od Villareala, bi rekel, pa so oni tehnično in taktično toliko bolj podkovani, da so sigurni na žogi, da si upajo, da so... Milijon stvari je, ki vpliva na podobo ekipe. Ne? In to, kar se pogovarjava zdaj, da je bil Maribor v tistem obdobju konkurenčen, praktično ekipam, ki so in bogatejše in boljše, hitrejše in tako naprej, je pa tista umetnost, ki jo pa lahko, jaz bi, ne vem, meni so bili fascinantni. No? In jaz sem podobno sliko imel v glavi, da bi rad s Celjem naredil neko podobno zgodbo, kot je Maribor, ki je rastel, ki je vedel, kako se dela, ki so imeli neko... Jaz sem imel včasih, ko sem Zlatkota poslušal, pa Mirana, te tekme, ko so igrali s Celticom, pa te gor, si imel občutek, da so oni tekmo že odigrali, so točno vedeli, kaj se bo zgodil, kaj bo gor dol in so recimo premagovali ekipe, ki so realno, torej ta umetnost, ta vodenja, obnašanja, samozavesti, da si zmagovalec, da si, morajo biti kvalitetni ljudje zraven, pa verjetno ni dovolj to. Ni dovolj, da sem jaz kvaliteten, če nimam dobrega kondicijskega trenerja, če nimam dobrega tima za sabo, je spet premalo. Oziroma, če nimaš dobrih igralcev na koncu, ki so pripravljeni to pokazati na igrišču, kar se dogovorite. No? S samo enim aspektom tega ne moreš enostavno funkcionirati na top nivoju. Nogomet ni samo atletika, da boš sam hiter tekel, ali pa veliko lahko tekel, pa na drugi strani ni samo, da boš vedel, kje stati na terenu. Če nimaš enega, če nimaš drugega, pa še vseh ostalih delov, o katerih se pogovarjamo, enostavno ne gre skozi. Ne? In to je, eno je to doseči, ne? Ampak kasneje je to težko ponavljati. Ne? In meni se isto zgodilo tudi pri Celju. Dosegali smo nek nivo, šli smo v Evropo, nismo bili, bi rekel, v najboljšem stanju, ampak takrat, ko smo igrali v Evropi, smo igrali za Moldejem, ki je kasneje prišel v Ligo Evropa. Nam ni dosti manjkalo, če bi 2-3 priložnosti tam izkoristili, da bi šli mogoče tudi Molde čez. Smo igrali z Araratom gor, smo bili tudi konkurenčni, torej pa spet je malo zmanjkalo. Ne? Kje se je nam zgodba obrnila? Ko smo mi začeli kot prvaki novo sezono, nihče ni vedel, da je tam praktično, ekipa se ni veliko spreminjala, ampak od tistih igralcev, ki so se za prvaka borili, smo v drugi sezoni imeli 7 recimo igralcev ali pa 6 igralcev, ki niso igrali v zaključku sezone. To nihče ni vedel, da so se eni igralci, ki so bili poškodovani, prišli nazaj v ekipo, da so se 2-3 hoteli prodati praktično, iti na višji nivo. Torej, tle je bil cel kup nekih stvari, ki so vplivali na podobo ekipe, čeprav smo bili od ozuni, bi rekel, relativno ista ekipa, ne? Ampak znotraj ekipe so se neke stvari zgodile tudi te, da so nas druge ekipe začele jemati tako, da praktično so se nam zaprli in smo mi mogli zdaj fuzbal igrati kontinuiranega napada. Prideti, ne vem, klub, ki je do zdaj igral normalno, pa si ga ti lahko skontriral, zdaj ti pa pridejo, ko se ti nazaj postavijo, pa moraš ti igrati kontinuiran napad, ki je popolnoma različen od tistega naproti napade. Ne?
Zdaj imam pa jaz, sicer smo malo preskočili vse in jaz sem se mogoče želel kaj drugega pogovarjati, ampak bomo moje nadaljevali tu, pa bi ti jaz tule ponovno eno vprašanje spustil. No? Torej, moje vprašanje, glede na to, da sem že igrala v marsikateri sredini od povprečnih klubov do res najboljših klubov na svetu, in z igralkami, ki so ene bile komaj začetnice, druge pa spadajo med najboljše igralke na svetu. Me zanima, kako se kot trener spopada z people managing, torej s tem, da pripravi čisto vse igralce do tega, da ne glede na to, kakšno vlogo imajo v ekipi, ali so v prvi postavi, ali popolnoma nič ne igrajo, da res dihajo za ekipo, da so ne glede na vse skupaj zadovoljni. Sicer vemo, da je težko biti na klopi zadovoljen, ampak kako jih pripravi do tega, da so vseeno pripravljeni dobesedno ubijati za trenerja, ko imajo priložnost, oziroma da so vseeno ustvarjajo tisto pozitivno klimo, ki je pa po mojem mnenju najpomembnejša za to, da je ekipa uspešna. Je Lara to? Ne. Ne? Imaš še en poskus. Kaj na tem nivoju? Lahko pomagam, igrajo v Italiji. Za AC Milan, kapetanka reprezentance slovenske A. Dominika Čonč, ja. Moram biti iskren, da nisem ženskega nogometa, nisem spremljal gor. Vem, da je Borut selektor, ki ga zelo spoštujem. Hvala za vprašanje, čudovito vprašanje si postavila. Sam kot začetnik trener sem bil dostikrat z igralci parkrat sem se skoraj stepil, ker se spomnim svojih začetkov, ker sem nekaj hotel postaviti, neke kriterije obnašanja in seveda je samo moja resnica obstajala. Danes vem, da je resnic veliko in da vem, da kot trener, da igralci je lahko samo zadovoljen, če redno dobiva denar, če je njegova podoba na igrišču dobra, pa če je spoštovan zaradi podobe na igrišču. Ne? Torej, takrat je idila. Te idile ponavadi kratko trajajo, ker so z rezultatom pogojene, ampak sam sem se skušal potem, sem ugotovil, da so lahko tudi to, kar sem že omenil, tudi igralci, ki niso imeli velike minutaže na igrišču v slačilnici, zelo dobri. Torej, da sprejmejo svojo vlogo in danes bi rekel, vsak igralec, ki ima dober karakter, o katerem smo se pogovarjali, da je ključen, bo znal svojo vlogo v ekipi ovrednotiti, pa se izboljšati. Torej, jaz sem vedno dajal igralcu možnost, dokaži mi, da si boljši, pa mi boš igral. Torej, kot trener se nisem posluževal tega, da bom nekoga forsiral zato, ker mi je blizu. Vedno si forsiral zaradi tega, ker si mogoče gledal dobre stvari od tega igralca, ki ti je malo bolj simpatičen, pa slabe strani od tistega, ki ti ni igral namesto njega. Tukaj se ti krivica lahko zgodi. Ampak v principu se trudiš dati tistega, ki veš, da ti bo principe na igrišču izpolnjeval. Ne? In za ekipo dobro naredil. Torej, bil timski igralec. Ne? In ko fantje to začutijo, da je to res, potem sledijo. Potem skrbijo, da je dobro vzdušje noter. Lahko pa mine, torej spet en kanček sreče je fajn, da mine cela igralska in trenerska kariera, pa da tega občutka nikoli ne spoznaš. Ampak da si skozi v nekih sredinah, kjer niso dobri odnosi, kjer so neke druge, da trener sploh niti ne pogovarja se z igralci in tako naprej. Tako da fajn je biti človeški do vseh, ne? Istočasno pa pričakovati, da če si človeški, da ti bojo to za šibkost jemali. Ker danes se zahteva močen trener, avtoritativen trener. Jaz sem poslušal od ljudi iz uprav tudi vsakič, ko je nek nov trener prišel, ta je pa dober, tama pa to, tama pa tist, pa čez 2 tedna pluvajo, nima tega, nima unga gor. Torej, danes moraš imeti vse, pa igralci so tisti, ki te naredijo trenerja. No, jaz sem to vedno govoril, ni trenerja, ki bi lahko imel tako znanje, da če igralec ne želi, če igralec ne sledi, je težko. In če igralec, pravzaprav jaz se rad od igralca kaj naučim. No, če se recimo konkretno s tem zdaj vrnemo na Celje,
Ena stvar, ne, potem kot problem v novi sezoni je bila ravno ta Evropa, pa drugačen ritem, pa vse to, kar smo se pogovarjali. Druga pa to, kar si že sam prej načel in je tudi Dominika v bistvu zdaj vprašala. Ko se taka stvar zgodi, torej nek naslov, tudi igralci imajo vsak svojo idejo, vsak svojo vizijo, ki bi nadaljevali športno pot in normalno se začne malo rušiti tu neka hierarhija oziroma odnosi v slačilnici. Se začnejo spreminjati, ni nujno rušiti, ampak spreminjati. Vse se spremeni. Tudi jaz kot trener, sem zdaj prvak trener. Pričakuješ, ne vem, spoštovanje, pričakuješ nov odnos, pričakuješ, da boš praktično, ki vidim en velik problem. Isto se s trenerji, s strokovnim štabom mojim. Torej jaz, če bi imel denar, jaz bi svoj strokovni štab suhim zlatom plačal. Ne, ker si fantje zaslužijo, ker so delali, ker so dokazali, da se da. Ne. V realnosti pa prideš, ali ne želijo dati, ali pa ne morajo, je vseeno. In potem jaz vem iz izkušenj, 100 evrov prepozno, pravočasno je mogoče včasih več, kot 1000 evrov prepozno. Ne. In ko se začnejo te zadeve, potem apetiti zrastejo. Če smo za nekoga dobili prej 200,000 evrov, zdaj, ko smo prvaki, bi radi 3,5 milijone, ne, da pokrijemo vse za nazaj in take. Milijon stvari se začne dogajati, spremeni se kemija znotraj ekipe, kar je normalno, znotraj trenerskega štaba, znotraj kluba. Mi smo zdaj prvaki, mi bi zdaj radi bili, čeprav je bilo nerealno s tem proračunom pa s to zgodbo pričakovati, da bomo to iz leta v leto ponavljali. Jaz sem že imel tako ambicijo, bomo, ne, ampak milijon drobnih stvari v ozadju vpliva na to, da to ponoviš. Ne. In čim si pa malo nespoštljiv do nekih nogometnih nezakonitosti, se ti pa tako obrne, da težko spet zalaufaš. Ne. In bolj smo občutljivi, večja pričakovanja so, 100 stvari je, ne, ki... Tudi neka utrujenost se je nakopičila v tem času. Pa mi smo bili na koncu zombiji. Opici, ti si opit, jaz sem bil po svojenem naslovu opit, a nisem kapljice alkohola spil. Ti si zanesen, ti misliš, da bo to večno trajalo, da bo to... Zaspiš malo, vmes se pa nasprotniki pripravljajo. Kolikrat v življenju spadal na kolena, ko si dal gol? Mislim, kot trener. Nikoli. Malo se šalim. Tu, ko ste igrali zadnjo tekmo, ne? Ja. Se spomniš posnetka, si padel na kolena, ne? Pa glej, to je bilo z namenom tako narejen, lahko bi tudi zgubil, tako kot sem rekel, ampak evo, če bi mi dali tudi na konc prvega polčasa, smo imeli za 2-0, pa potem v 88 minuti sami pred golom pa fališ in to, ko je bilo polno nekih emocij, na konc je bilo čarobno za nas, ne? Tako bi se tudi kontra obrnili in to so bile vse emocije, so se nabrale. Malo se šalim zaradi tega, ker ljudje po moje zelo težko si predstavljajo ves ta stres, ki se je nabiral prvo čez sezono, toliko si blizu, si v garderobi pred tekmo, preden greš ven odigrati v garderobi, verjetno, jaz se spomnim, kakšno je bilo pač pri našem finalu takrat napetost, ker veš, da ni navadna tekma in potem v bistvu tudi, ko se ti začnejo stvari dogajati, da greš proti temu, da si prvak, ne, se spušča, v resnici postaješ drug človek, druga oseba si za tiste momente tam. Ne. Ampak Igor, ti si bil del tega, se spomniš, mi smo s Celjem 2 leti zapored, enkrat z Rudarjem se borili za Evropo, pa drugič za Muro. Ja. V obeh primerih smo bili zelo blizu, podoba na igrišču je bila vrhunska, pa smo ostali kratkih rokavov, pa smo vztrajali na tisti zgodbi oziroma smo se probali nekaj naučiti. Zdaj javnost niti ne ve, da smo bili mi tudi v Celju verjeten 5-krat menjani, ko je bila naša podoba, ko nismo mogli zmagati. Tekma z Velenjem, evo, 7 kol, to javnost niti ne ve. 7 kol, začne se prvenstvo, mi ambiciozni, želimo v Evropo prideti. 7 kol, mislim, da smo imeli 5 neodločenih, pa 2 poraza. Prvih 7 kol. In takrat vseh 7 tekem bi mi mogli zmagati, po moji oceni. Podoba na igrišču, super, mi priložnosti, nasprotniki s pol šanse, gol, ne zmagamo. Torej od 7 tekem, jaz sem bil takrat že bivši. Ne? Kaj smo to pripeljali, kaj je to? Verjetno se je v ozadju dogajalo marsikaj. Takrat sem imel neko podporo in pridemo v Velenje igrati. In to je meni ključna tekma, bom ostal trener ali ne. In mi tisto tekmo zmagamo, ti se boš verjetno spomnil, 1-0, dali smo iz ene kontre gol, vi ste imeli pa 4 okvirje vrat, ste zadeli gor.
Spomniš te tekme? Ja. To je bila 8. naša tekma. Na koncu smo to preživeli, nekdo ti vrne gor, ne vem, vi ste si verjetno takrat mislili, kaj je to za božje, ali lahko tako tekmo zgubiš. Mi smo pa predtem 7 takih tekem imeli, ko rečeš, pa a je to možno, da nič ne gre. Ne? In ko smo vse to preživeli, te neuspehe v Evropi, ki smo si jih zaslužili, mi smo imeli podobo z mladimi fanti, kljub temu. Na koncu smo v zadnji sezoni hrepeneli po temu, da osvojimo Evropo, ker 5 kol pred koncem tudi za Evropo nismo bili sigurni, na koncu osvojimo prvenstvo in zadnje tekme so bile čisti užitek. Torej nobenih presij, nič, mi smo, kada smo verjeli, da bomo zmagali, da se nam bo že nekaj poklopili. Ampak je bilo zanimivo tudi, da je po moje cela slovenska javnost nekako verjela, da lahko ste prvak, pa na drugi strani se mi je zdelo, da je tudi vam privoščila, da bi bili prvaki. Se strinjam. Da je ta neka energija bila zelo pomembna iz vidika tudi po moje do vas, trenerskega štaba, igralcev, do celotnega kluba, da ti da neko dodatno spodbudo, pa da verjameš, da si res to zaslužiš in da ti to v bistvu na nek način tudi pripada. Ne? To se je gradil skozi čas in na koncu se je res poklopil. In podobno zgodbo je verjetno Maribor naredil in tudi slovenska reprezentanca. In to vedeli smo, da smo dobri, vedeli smo, če bomo to naredili, da povezali smo se skupaj, torej mi smo bili kot eno, tako to je bila tista, ampak ni bilo to slučajno, to je bila posledica nekega dela, ki je bilo, zdaj ne moram reči pravilno, ampak dobri nameni so bili v tem delu. Nismo razmišljali o denarju, nismo razmišljali o nagradah, o ničemer nismo razmišljali v tistem momentu, ker mi je bilo nepomembno. Pomembno mi je bilo samo to, da prej, ko si bil pod pritiskom, ko si hotel nekaj na silo, ko se ti nekaj ni poklopil, čeprav si zaslužil. Ne? In ko smo se umirili v tistem momentu, je vse to prišlo za nami. Ne? In smo tudi res prav privilegirani si, da si to doživel. Ne? To so redki igralci pa trenerji, da lahko to doživijo, pa da se lahko o tem pogovarjajo. Za vsakim tem uspehom pa ni slučajnosti, no, to bi rekel. Ker lahko si ti tudi, se pravim, ne vem, prideš kot lahko si prvak na razne načine, ne? Oziroma svojo kvaliteto. Ne? Takrat, ko si res kvaliteten, pa serijsko zmaguješ, pa Maribor v nekem obdobju, ko je bilo to enostavno mašina in so zmagovali vse. In je tudi vprašanje v tistem momentu, kakšen je nasprotnik. Jaz sem se vedno to spraševal. Naša podoba je zdaj dobra, ampak kaj je na drugi strani? Tudi, ki igralce danes bi izbiral, nekdo mi super zgleda na igrišču, vedno se vprašam iz izkušenj in to me je tudi reprezentanca in Milan so me naučili. Daj poglej, kdo je na nasprotni strani. A je nekdo, ki ne dela nobenega pritiska ali je nekdo, ki je ful dober, pa ti funkcioniraš pod tem pritiskom dober. Ne? A veš to, na kakšen način gledaš na tekmo? S kom se meriš? Kaj je tvoje merilo, a ne na koncu? Bravo. Ne, ker jaz sem lahko suveren na igrišču, pa vidim, da ni nič od nasprotnika, da ima slab dan, to moram znati to vrednotati, ne da živim v nekih iluzijah, koliko sem dober v principu, pa pol pride. V danem momentu, ko ste vi bili prvaki, a ste vi tako kot ekipa, kot ti kot posameznik, kot vodstvo, ste vi začutili, da ste se začeli spreminjati tako čustveno? Pa ne bi zdaj, jaz mislim, zdaj ne bi šel v detalje, ker tukaj so kljub samo neki detalji. Zdaj me sprašuješ stvari, ki ti jih lahko povem neke stvari, ki so... Ne, mislim sam, a veš ono, začutiš, da se je nekaj spremenilo, ne? Da so ambicije drugačne, da so želje druge in da so v bistvu se tisti cilji, ki so prej bili realno zastavljeni, 3 leta delati in iti v Evropo. Se pravi, so se zdaj kar naenkrat sej mi lahko tudi s tem dosežemo, da smo prvaki. Zakaj ne bi vztrajali na tem? Ne? Ampak... To je moj problem. To je moj problem bil na začetku. Mi, ko smo končali 3-letni ciklus, sem jaz želel vedeti, tako kot sem prvi dan, ko sem prišel, smo si 3-letni ciklus postavili, po kateri poti gremo. In ker ni bilo časa vmes, da bi mi dodelali naslednji 3-letni ciklus, so se pa stvari v klubu spremenile. Torej, ostal sem brez človeka, zaradi katerega sem prišel v klub. In z mojega zornega kota popolnoma nerazumljivo, kako je to možno. Za nekoga. Ne poznam ozadje, ne vem kaj, vem samo to, da to zame ni normalno.
rad bi bil še z ekipo, s katero sem 3 leta delal, veš, koliko je bilo to enega, rad bi trenerski štab obdržal, rad bi igralski štab obdržal. Vem, da ni realno, da najboljše igralce zadržiš, ker jih ne moreš. Ne? Ja, razumem. Zdaj, in pa ste vi šli pač v to Evropo, kjer ste v bistvu ste imeli zelo kratko pripravljalno obdobje napram prejšnjim sezonam. Ne? Nič ni bilo. Sploh ni bilo pauze. 2 dni smo imeli, fantje so imeli 4 dni, jaz pa enega dneva nisem imel, ker sem te zadeve urejeval in sem bil v nekem transu. Torej, nova sezona, kjer igralci bojo šli, kaj se dogaja v klubu, kdo bo ostal, koga še lahko vzamemo, ker imamo 3 fronte, ne? Na igrišču, fantje dobro pripravljeni, bi rekel, pa kljub vsemu izčrpani, rabijo, ne veš, do kje jih lahko prganjaš, da ne bojo popokali, ne? Imaš igralce. Recimo, jaz se pa spomnim potem naše Evrope takrat, ne, mi smo dobili Levskega, vemo zdaj pač kak klub je Levski in celo doma zmagamo 1-0, ne. Zdaj pričakovanja in pritiski javnosti, ne vem, so bili, da ne rečem, enormni. V bistvu mi smo iz tega, da te novinar skoraj ni povohal, ne, si imel ti novinarsko konferenco doma s 25 novinarji, ko si prišel v Bolgarijo, je itak bila cela dvorana, so te že na letališču snemali, ne, in potem v bistvu tudi priješ v čist neko drugo okolje, na štadionu, ki je, ne vem, 20.000 ljudi, ki ti nisi nikoli pred njimi igral. Koliko je v resnici to vplivalo potem na tvoje igralce, na te, na vse skupaj? Pa to se je že v prvenstvu dogajalo. Ko smo bili 5, te noben ne pride snemati, ko se bori za prvaka, moraš uskladiti snemalne ekipe, da ti pridejo, da rad bi treniral gor, ker moraš trening narediti, moraš pa medijske zadeve. Torej, mi nismo se srečevali s tem, ne? Torej, ko si na vrhu, vsi hočejo vedeti, vsi mediji, kaj se ti dogaja, ko si bil tam ozadij, te noben povohal te ni, no? In da se tako mediji samo izpostavljajo tisto, kar je dobro, uspešno, in če sem šel analizirati sezono, so bili na začetku sezone je bil Aluminij, pol je bil Tabor, pol je bil Velenje, pol je bil, me zastopiš. Enostavno samo tisti, ki je v tistem momentu dober in vsi hočejo vedeti, kaj delajo, ne? Ti pa veš, da je to ciklus, da so vzponi in padci in da bo zmagal tisti, ki je najbolj stabilen na koncu. In ti kot Rudar prideš tja, vidiš, da je poln štadion, da si uspeh naredil, da si to ponavljati, pa veš, da je proces. Torej, jaz sem si predstavljal, da bi Velenje letos mogel v Evropi fejs dobiti po grbi, pa se drug let naučiti, pa dokupati igralce, pa verjetno bi bili te igralci zdaj ne več, da zastonj pridejo v klub, ampak da moraš neko odškodnino zanj plačati, če hočeš dobiti igralca, ki ti bo lahko te rezultate vzdrževal. Ne? Po drugi strani pa vedno sem se trudil, dajmo spoštovati tisto, kar smo naredili. Torej, če jaz ne spoštujem tisto, kar je bilo narejeno dobrega in sanjam o nečem, kar je za ograjo tam, ne, to sem se jaz tudi v Velenju naučil, svojim strokovnim štabom, daj spoštuj tisto, kar imam tukaj, s čemer delam. Ne, da sem jezen na svojega igralca, ki mi ne zmore nekega principa, pa sanjam o enem igralcu, ki ga itak ne morem dobiti. In tukaj smo mi, tudi sem se sam kot trener recimo naučil, moji so najboljši, to imam, kar imam, dajmo se samo zavesti naučiti, dajmo, ne. A bi ti zdaj, rečemo, kaj spremenil, kar se tiče samega dela, zato da bi bil bolj prepričan, da bi lahko, rečemo, obdržal nivo? Kaj bi ti spremenil, če tako? Pa bom pa te še nekaj druga vprašal. Kaj bi spremenil? Se pravi, da bi lahko tudi po Evropi zadržali tisti nivo, ker v resnici nekje ste potem padli, ne? Padli ste verjetno čustveno, padli ste zaradi tega, ker je sam ritem tekem bil, pa tudi verjetno zaradi vseh teh pričakovanj, ki so normalno bile posledica dobrih rezultatov prejšnje sezone. Ko se vi znajdete na 5. mestu, se pravi, to je takoj že, to ni več to Celje, to si je vse drugače, to je bila, ne vem, takoj dobivaš te negativne informacije in začneš verjetno tudi malo dvomiti v to, kar ti počneš v danem momentu. Ne, mi smo bili v tistem momentu zelo samozavestni, mogoče glih ta samozavest, ker rezultatski neuspeh ne pride od danes do jutra. Ti lahko eno tekmo zmagaš, pa se tam resetiraš, pa naslednjo zmagaš, ne. In tukaj smo mi, bila so neka majhna nezadovoljstva v ozadju, na pamet govorim, da se ni to, torej problem, ko se ti neki pojavi majhen, ga je treba takoj rešiti, ne ga prelagati
bomo pol, pa gor, pa se pozabi, pa ostane. Ne? In ta pričakovanja moja, tudi naše podobe v Evropi, torej jaz sem si želel, da saj prvo kolo gremo čez. Ker ko sem analiziral nasprotnike, nihče v Sloveniji ne ve, da je v Evropi vsak nasprotnik, torej tam so prvaki svojih držav. Ne moreš ti biti prvak Irske, če nimaš neke vsebine noter. Ne? Torej vsi znajo danes igrati, če si tam dober. Ne? In hočem reči, že privilegij je, da prideš na ta nivo, kjer so sami prvaki. In potem, da se primerjaš, zame je bilo zelo pomembno, a bomo mi čist nekonkurenčni, ali je to, kar smo delali, pripeljali do tega, da naši fantje lahko igrajo s takimi nasprotniki. Ne? In to potrditev sem jaz dobil. Tudi, ko smo v prvenstvu igrali, pa ne vem, prvih par tekem, ko smo vsak let smo isto štartali. Slab začetek, pa smo se pol začeli dvigovati. Ne? In tudi, ko smo zgubljali mi prve tekme, tudi proti Muri, proti tem nasprotnikom, naša podoba na igrišču ni bila slaba. Je bila pa izvedba slaba. Nismo zadeli, na drugi strani smo ga dobili. In smo se delali, da bo na koncu, pa tako, kot si rekel, prvak je pa peti si, kaj je to zdaj? Vmes so se pa vsi postavili pri nas, so super tekme nasprotne ekipe odigravali. Mi nismo zgubljali v tistem momentu slabega nasprotnika. Imeli so dobro podobo, zmagali so nas in bi rekel, jaz to nisem kot tragedijo imel. Recimo, meni je bilo zelo zanimivo, da ko sem se pogovarjal s starejšimi trenerji, so vedno govorili, da ti potrebuješ nekoga, ki ti je lider v garderobi, da rabiš neko močno osebo. Meni je bilo pač, sem si mislil, pa kot trener, ki sem začel, se mi je zdelo, da mogoče to ni tako pomembno. Ampak bolj, ko gledam za nazaj, tudi, ko je bil Marjan Pušnik trener v Celju in ko je imel to generacijo Korena, Sešljarja in ostalih res dobrih reprezentantov kasnejših, je v resnici iskal takšnega tudi, ki je bil nekje nezamenljiv praktično v garderobi. In se mi zdi, da tudi velja zelo podobna zgodba za Maribor, da je takrat Zlatko pripeljal Tavareša ravno zaradi tega in je potem tudi veljalo neko pravilo, v Mariboru so vsi igralci na prodaj z izjemo Markusa. Zdaj to bo tudi ena verjetno od tem pogovora v naslednji oddaji. Ampak, a si ti kdaj razmišljal, da bi v resnici, jaz nimam občutka, da si imel ti takšnega igralca mogoče v ekipi, ali si ga vseeno imel? Imeli smo vsakič ti pride nekdo, v katerega, torej ti moraš narediti igralca, pa ga prodajati, če hočeš, da klub preživi. Torej, to je eden od postavk v klubu. Torej, nekaj je sponzorskega denarja, nekaj je ti, če nisi najboljši klub v državi, če nimaš večje denarja, moraš ustvarjati igralce, da jih prodajaš. Ampak ti si imel vse na prodaj, v resnici. Ja, tako rekel, normalno je. Ja. Zame je to normalno, da so vsi na prodaj. Zame je, moje delo je to, da mi igralci dobro izgledajo na igrišču, pa da nekdo pokliče v klub, da bi imel tega igralca. Da jaz lahko svojo plačo dobim. Ja, to razumem. Nisem povezan z menedžerji, ker nisem povezan z procenti, delam za svojo plačo, ustvarjam igralce, ki jih klub prodaja. Ampak iz vidika dolgoročnosti, se pravi, da je klub dolgoročno na nekem nivoju. Evo, prideva do tega. Je pa verjetno tista situacija zelo pomembna, da tako kot si ti kot igralec, da začneš razmišljati, za 300 evrov ne bom šel v tujino, bom raje doma. Ampak da tega igralca poskušaš zadržati, zato da ti daje neko barvo, nek tempo, nek podobo tudi kluba. Tako kot je bil, ne vem, na koncu tudi, ko si prej omenil Sebastian Gobec, ki ti je vseeno legenda nogometnega kluba Celje, ne moreš mimo njega iti. Ali pa Simon Sešljar ali pa še kdo. Čeprav Simon je vmes vse naredil, Maribor, Ligo prvakov, neki tujine in tako. Ampak to so vse igralci, ki so v Celju, kjer si zdaj nazadnje deloval, imajo nek pečat, imajo nek iz obdobja, ko so oni, ne vem, po 3, 4, 5 sezon držali zgornji del lestvice, več ali manj, ali pa nagajali Mariboru v Olimpiji pa Gorici za to, da bi so težje bili prvaki. Ja, vse to je proces. To ljudje, torej ta kvaliteta individualna, ti ne moreš to ustvariti, pa bom rekel, tale mi bo vodja. To se naredi skozi odnos na igrišču.
Torej, Sebastian Gobec je mogel v karieri biti konstanten, biti to, da je danes to, kar je v Celju. In seveda je tudi on pomemben. On, imel si njega, Robija Korena, Mujketa, gor, pa par mladih fantov, ki šele začenjajo kariero, ne? In to je bila zmes nekih izkušenj in vsak je svoje dodal zraven tej zgodbi, da so se igralci počutili, da so lahko del tega projekta. Ampak kje se je zdaj? Maribor je uspel z Markosom zaslužiti denar in nagraditi to njegovo gor. Zato ni bilo potrebe iti tudi kakšen drug klub za nekaj več denarja in si lahko zgodbo gradil. Zato mora klub vedeti, kaj je njegova identiteta. Mi ustvarjamo pa prodajamo, ali smo sposobni potem Mitjo Lotriča pa Darija Vizingerja, ki sta dobila nenormalne ponudbe za slovenski prostor, pa ne moreš ga ti zdaj za nasilo držati tukaj, če on že z glavo recimo gor, pa se mu ne da več printati, pa se pazi, da se ne bo poškodoval, če ima tam že obljubljeno gor. Ne? In kvaliteta kluba je, da to oceni, da proda, da ne da za ston, bi rekel, ne? Da lahko še on preživi. Tukaj je milijon faktorjev, ki vplivajo in ki mogoče, če se pravilno ne odreagira, lahko posledice pustijo na ekipi. Ne? Ampak moj namen, jaz sem to tudi igralcem govoril, mi bi lahko iz Celja naredili Maribor. Torej, zaslužiti denar v Evropi, ampak tam rabiš spet kanček sreče. Tudi Maribor ni v prvem poskusu. Ne, sej. Tam je pač isto bilo zelo potrpežljivo, kar se tiče samih rezultatov, kar mi doskrat pač pozabljamo. Mi potem samo tisti njihov uspeh gledamo. Ne. Ampak, tako kot sem rekel, jaz tudi na šolanih trenerjev doskrat izpostavim, da garderoba izgleda kot ena smrčja vas, ne, kjer imaš ti noter, če le imaš, če si uspeš imeti ta smrka, pa imaš klado, pa imaš unga zaljubljenega romantika, pa Spanca, pa tako naprej. Ko ves čas meče bombice, ne? Koliko se je tebi rečemo spremenila garderoba z tem, ko je sta, ne vem, pač Vizinger pa Lotrič, ki sta bila kot najboljši igralec lige, prejšnjo leto pa v bistvu kot najboljši strelec odšla. Nisem jaz toliko bil vezan, moram iskreno povedati, na igralce. Jaz sem jih imel vse rad. Tudi tisti, ki mislijo, da ga nisem mogel gledati, pa da ga nisem. Zame so bili vsi, ki moji otroci. Ne, to razumem, ampak kako si ti doživel, kako se je garderoba sama spremenila? Isto, kot proti Rudiju. Ko je Rudi šel iz Celja v Maribor, je cela slovenska javnost govorila, da tam itak noben gola ne more dati, pa da itak gor. Jaz sem bil vesel, da je Rudi pokazal, da je dal neki Mariboru, tudi to so zame uspešne zgodbe. Prerastel si Celje je zaslužil denar, si šel na boljši ti zase, to so zame uspešne zgodbe. Zdaj, biti konc sveta, kad je šel en napadalec. Jaz ne moram zdaj trditi, ker zame je bil Darijo, z njim je bil en odnos, povedal sem mu na treningu, kaj hočem, da izboljša, pa je drug trening funkcioniral. Torej, zame je bil on čisti užitek. Zdaj, če nekdo drug namesto Darija pride, jaz spet pričakujem kot trener, da bo on podobno delo kot Darijo, ne, ker vem, da je to funkcioniralo, ampak mu krivico delaš. Darijo je bil Darijo, ta je drugi, ima neke druge kvalitete. Ne. In seveda se ti podre to, bi rekel, da so neke druge značilnosti, jaz pričakujem, da bo šprintu, mi pa po žogo prihaja. A jaz vem, da je to Darijo super delo. Mičo, da je vse spakiral tam iz med prostora, zdaj šutirajo, sam nobene spakira, ne. Mičo je po tistem momentu to in jaz gubim to tekmo. Vem, da smo neki isto bili podobni, ampak rezultat je pa drugačen. Ne. In zdaj tudi te fantje, ki so se naredili, Darijo, Rudi, Mičo, ne, to so bili igralci sezon. Mi smo na koncu, ko nam je Rudi šel, smo imeli igralca sezone, najmlajšega, vse smo praktično pobrali, pa noben ni upal, zato ker smo imeli nek sistematičen del, fantje so vedeli, da tudi namesto njih, ki bi kdo prišel na isti način, bi lahko mogoče sebe izpostavil. Ne. In meni se bolj zdi, da je pomembno, da je ta ustroj pa sistem, da funkcionira brezhibno, kakor pa da je konc sveta, če gre nekdo stran. Ne? No, se to je tu pomembno, ne, da potem klub, to, kar si večkrat že omenil, klub sam ve, kaj si želi. A bo klub zdaj iskal točno takega igralca, tak profil, ali bomo vseeno tudi veliko prilagajali temu, koga lahko dobimo in probali iz sezone v sezono ali pa kakorkoli. No, v tem, kar si mi zdaj povedal, je bila pa moja, ko smo končali triletni ciklus, bi mogli nove parametre postaviti. Kaj pravzaprav smo? In mogoče i tu javnost tudi. Mi hočemo biti zdaj serijski prvaki, to, kar imamo vsi željo, ali pa pogledati realno stanje, pa pričakovati, da mogoče padec potem pride. Ker ni Celje edino, kaj je padlo. Lokomotiva v Zagrebu, mislim, Lokomotiva je tam, se tudi bori za obstan gor. Torej, tudi boljšim, večjim klubom se to dogaja. Ne? In to treba vzeti v zakup in pravzaprav velika verjetnost je, da se ti bo to zgodilo, kar se je nam zgodilo.
Je to vse nek proces tudi, da se tudi klub mora učiti, igrati Evropo in še kaj drugega. Ne. In to šola se plača vsaka. Ja, in Vsaka šola. Če bi mi to šolo zdržali, tako kot smo 2 let lovili Evropo, pa smo pol prvaki ratali, zato so te zgodbe redke. Ne. Ker ponavadi, kad ti prvič kiksne, zamenjaš gor, neki tavaš, kaj bi pravzaprav rad. In danes jaz sem presrečen, da je šel Šaki v Celje. Ne zato, da bi imel proti komurkoli gor, ampak danes vem, kakšen trener je on, kakšne zahteve bojo delali in da te fantje so, zdaj, da ne bom sebe hvalil, vem, da je nek koncept za tem in da mu bo, da bo sposoben in upam, da jim bo ratal, da bojo mogoče šli po podobni poti, ki so te fantje že šli. Ne. Ampak bo potrebno ponovno sezono 2, verjetno. Ne, lahko se ti zgodi, da ti ne rata. Vedno je možnost, da ti ne bo rata, lahko 100-krat dobro delaš. Ja. Pa so neki drugi zunanji vplivi, ki niti niso pomembni od te kvalitete dela. Ne? In dobiti selekcionirati spet, ne vem, tudi vsak trener, ki pride, hoče neko svojo značilnost imeti. Veš, ne vem, jaz zdaj nek način igram igre, potem prije pa trener pa hoče nekaj drugega z njimi igrati, ka oni sploh ni njihova značilnost. Ne, je težko. Tudi jaz zdaj kot trener. Ne. Kam iti? A svoj pečat pustiti igri ali se prilagoditi, pogledati, kakšno ekipo imaš, kaj pravzaprav z njimi lahko delaš. Ne. To je vedno dilema. Ne. Zato jaz pravim, niso vsi trenerji za vse sredine, pa niso vsi igralci za vse sredine. Ne. Lahko je eno vprašanje. Kam se ti znotraj treninga vseeno tako bolj nagibaš, tako, da bi mogoče tudi s tem zaključili, a si ti zelo pristaš igralnih oblik, a si zelo pristaš struktur, a si pristaš česa drugega, ali poskušaš čim več sebin tudi pomešati med seboj? Vse moraš mešati in to zelo dobro moraš mešati. Vsa so rekli šablone, ne? Vedno sem se s trenerjem, sem rekel šablone, to sam jim daš, pa nič ne razmišljajo, sam laufajo, delajo. Včasih je šablonca super, da oni vidijo, da dobijo sigurnost v pasu, da delajo. Po drugi strani pa danes je pomankanje prostora, časa, mi smo v reprezentanci skozi to trenirali, moraš biti hiter, odreagirati se, potem ko prostor povečaš, spet moraš na večjem prostoru igrati, da vidiš, da eno je skozi na majhnem prostoru igrati na večjem. Tako da je treba zelo spretno manevrirati in pravzaprav vse stvari delati. Ne. So mi pa te small side games dale nek občutek, kdo pravzaprav se znajde na pomankanju prostora, pa kdo zna odreagirati. Ne. Pa ta enostavnost mi je fascinantna. Z enim, z 2 dotiki biti direkten, konkreten, to se tudi skozi... Kaj ti je bila pa osnovna poligralna oblika ali pa 3 osnovne igralne oblike, ki si jih uporabljal, če lahko vprašam? Pa ne vem, za zaključek smo imeli mi recimo 3-2, 3-2. 2 16-metrska prostora in sta bila 2 obrambna igralca, pa 3 gorne. To so zelo radi delali, ker se je hitro vse dogajalo. Si imel zahteve noter ali si jim puščal? Ja, mislim, zahteve, 1-2 dotika, spakirati ofenzivne sprejeme in agresija maksimalna, to je pokal bolj kot na tekmi. Kaj pa tekaško? Tekaško smo pa potem, če nismo uspeli to zigrati. Ne, mislim, tekaško si imel zahteve, da se išče v tej igri 3-2, potem prvo 2-1, da se nekdo napada globino ali samo... Ne, imeli smo, ne, samo 3 več vaje. Ne. Mi smo začenjali mogoče 1-1, 2-1, 3-2, smo tudi delali z viškom tranzicije in tako naprej. Ne. Tle je bilo cela vrsta nekih vaj, ki so jih fantje, tako bi rekel, z veseljem delali. No. Ampak ja, tudi cirkulacije smo imeli, recimo tudi za posej žoge, cirkulacije tudi z jokerji noter, tako da teh vaj je bilo veliko. No. Ampak ja, to me zanima, kjer so ti bile rečemo 3 ključne, ajde. Kjer si največ uporabljal, pa kaj ti prije prvo na pamet? No? Ja, to recimo 3-2 smo ponavadi, ali pa recimo imeli smo vajo 5-3 znotraj kvadrata, in so eni agresijo delali, ena ekipa je mogla 6-krat si žogo podati, 3 so imeli pa samo agresijo, da vzamejo in če vzamejo žogo, grejo v tranzicijo takoj gor. Gor smo imeli pa 3-2 recimo v napadu. In smo znotraj tega kvadrata si imel prvo agresijo, pa posest in tista stran, ki je vzela žogo, ne, znotraj tega, recimo, če so tisti 3 žogo vzeli, so šli lahko takoj v napad, te so mogli pa kontrapressing narediti, torej če so žogo zgubili,
ko so kontrapressing naredili, so šli oni v napad. Ne? In to je pol cela ekipa iz tega, pol smo šli v igro noter. Ne? Pa smo premikali te kvadrate na različne dele igrišča. Zdaj ne vem, če ti lahko, če si znaš predstavljati, kako je. Ja. Ne? Torej, eni posest, drugi agresijo in iz tiste agresije potem odvisno, kdo žogo dobi, greš v tranzicijo proti golu. In ta tranzicija je mogla biti z enim, z dvemi dotiki. Ni bilo driblanja, čim je bilo, ne vem, neki okol gor, prekinemo, pauza gor, gremo. Torej, in sprejemi naprej čim večkrat, ne? Ja, in tek pred žogo. Ne? To je pa obsesija, to sprejemi proti naprej, to smo se skozi kregali, da se ne moreš skozi obrniti naprej. Jaz pravim, ja, zmer se lahko. Ampak lahko to malo izzovem mogoče. Dušan, vem, da imaš obsesijo s sprejemom naprej, tako si rekel. Igor pa je med kolegi trenerskimi bolj poznan kot trener globina povratna tretja ali pa globina povratna globina. Zagovarja smer igre, kamor gledaš, tako da mogoče malo izzovem tukaj. Ja, ampak evo, super, tudi jaz sem vedno govoril, prvi dotik, ki je ofenziven, sem rekel, samo roke dvigni. Kjer del igrišča vidiš? Torej, če sem proti svojemu golu obrnen, pa zdam prvi dotik, bom svoj gol. Ne? Tako, take neke prijeme smo imeli, ko mi je bilo zelo pomembno, da pravzaprav fantje včasih ne vejo, da je 20 stopinj, imaš telo obrnen, pa ne moreš igre razviti. Ne? Pa je velika razlika. Velika razlika je, ne? In to iti v vojno z njimi, pa to vse pol, ki dojamejo, potem to z veseljem delajo. Ne? Ampak ta ofenzivni sprejem je bil vedno, igralec stoji pri meni, se ne morem naprej obrniti. Ne? Ja, pa stopali ti malo nazaj, ali pa je tu globino, pa je boš v globino dobil. Ne? Vedno lahko si prostor narediš za sprejem, ne? Proti agresiji. Ne? Ampak jo je treba hitro obdelati, pa hitro tako. Bi rekel, cel kup je nekih teh elementov, ki jih morajo fantje obvladati, pa biti hitri danes. Danes je prvi dotik, je ključnega pomena. Ker jaz v bistvu tudi pri vsem skupaj se mi zdi, da zelo pogrešam ta mentorstva starejših trenerjev do mlajših trenerjev, pa ravno te detajli znotraj, ki jih mogoče nihče ne vidi, ne, da se pač o njih bi tudi pogovarjali. Ker mi velikokrat samo vidimo oddaleč, ne vem, neko situacijo, ko jo nekdo trenira, ali igralno obliko, ali ne vem, strukturno situacijo, ali dinamično tehniko, ko se vadi, ampak navodila, ki so pa znotraj, so pa v bistvu tista, ki so ključna. Ne. Se pravi, mi vsi lahko igramo v Barceloni tisto 3+4x4, ne? Ampak je velika razlika, ali bomo mi noter igrali pressing, ali bomo noter igrali cono v fazi branja, ali bomo mi zahtevali 2 kontakta, ali bomo zahtevali obvezno na tretjega, ali bomo v glavnem, kaj vse ti dobivaš potem skozi ta navodila. Vprašal sem pa zaradi tega, ker ko smo se pogovarjali o vsej tej tvoji zgodbi z Miklavičem in za nazaj, ne, je pač Milan zelo veliko, vem, da opazoval in hodil snemati gospoda Osima, ko je bil trener v Šturmu. To je bilo tako 3 naši veliki trenerji, zraven še dr. Verdenik pa Kavčič, ne, so redno hodili gor v Graz in opazovali, kaj on počne. Osim je pa najbolj v bistvu bil znan ravno po tem, da je spreminjal način treniranja izključno skozi igralne oblike, kjer je bilo ves čas spreminjanje dajanj zahtev. Ne. In kasneje potem tudi potem, ko si ti omenil Verdenika, ne, kako čudovito zgodbo je on naredil na Japonskem z Jeff Unitedom, ko so mu isto dali štartno oceno, da bojo gladko izpadli, na koncu je bil pa prvak Japonske lige, kar je zagotovo en izjemen uspeh tudi. Je potem dostikrat predaval nam te zadeve od igre do igre, ne, in vse te njegove te igralne oblike z en kup nalogami, ki jih ponovno, če ti bereš, ne, te zadeve, ti dostikrat ni povsem jasno in bi potreboval v resnici nekoga zraven, da ti reče, veš, zahteve so te, pa zahteva je to, pa potem pa ti še lahko vedno nekaj svojega zraven dodaš. Ne. To je blagoslov, ker ti samo vajo, ko gledaš, če ne veš, kakšne so zahteve znotraj, ne moreš funkcionirati. Torej, Milan je vedno znal povedati,
da moraš razumeti pravzaprav vajo, pa ko jo gledaš, da vidiš, da samo ugotoviš, kakšne so pravzaprav, glede na to, kaj igralci delajo gor, da razumeš, ne, kaj se pravzaprav zahteva. Ne. In seveda, odvisno je tudi, koga spremljaš, kakšen način nogometa in tako naprej. To so milijon stvari, milijon navodil je lahko, in sama vaja lahko vsebuje 10 različnih navodil, pa čisto drugače izgleda. Ne. Ampak od ozunaj, ko laično gledaš, pa rečeš, vaja k vaja, ne. Mi tudi to delamo, ne. Ponavadi se reče, tudi to delamo, ali pa, to je čisto simpel, to mi isto gor, ne. Zdaj pa detalji znotraj tega, pa zahteve, pa vsak ima neke svoje principe noter in vidiš na koncu, kaj ti daje uspeh na igrišču. Ne? In to je kasneje, ne, recimo jaz zdaj z Milanom že dolg časa nisem, ampak vse, kar mi je mogoče pred 5 leti razlagal, se mi je potrdil kot trenerju na igrišču. Gor. In vem, da so bile to revolucionarne zadeve, da so bile to super zadeve, da smo spremljali ljudi, ki so danes vrhunski trenerji, ne? Ki so se čez čas, tako od začetka so bili malo čudaki, danes je pa ta trend praktično, ne, zelo spredi in tukaj, in tudi to je treba sprejeti, ne, ampak ja, ampak to je ta del, ko smo se midva tudi pogovarjala včeraj, ko smo še malo dorekla glede današnje oddaje, ne, ko smo se malo šalili, ampak tako je bilo, ne vem, 20-25 let nazaj, tisti, ki so začeli postavljati veliko lobučkov na igrišče, pa omejevati prostore in dodatne naloge dajati, si dobival ves čas komentarje, da postavljaš minsko polje. 15 let nazaj, ko se je začel uvajati ta trening mobilnosti ali pa dodajanje zraven za izboljšanje moči, gibljivosti in vsega tega, pa se delajo noter izpadni koraki, lastovke in vse ostalo, ne, so vsi govorili, kaj zdaj bomo pa plesali, pa balet imeli, ne. A v resnici pred 30 leti, ko je bil Ajax pa najboljša nogometna šola, ne, so pa oni vsak teden v resnici plesali, ne. Smo pa mi rekli, to je pa oni tam delajo, mi pa tega ne bomo, ne. Ampak tu pol ugotovimo, da imamo na eni strani veliko znanja, pa veliko prostora, ampak imamo pa tudi veliko strahov pa ovir, da pa določene stvari ne dodajamo zraven noter, ne? Ker tudi vmes si ti omenil, ne vem, krivo komoro, ker marsikdo v bistvu po moje ne ve, kaj je to, ne? Ali pa hiperbarično komoro, ali pa še kakšne druge pripomočke, ki bi pa, če želimo narediti korak tudi naprej, bodo postali nujni del opreme, ki jo bo klub moral imeti, zato da bo igralci lahko napredovali, pa da bo še boljši. Ne? Sej to je zdaj že pri nas vse normalno, tudi zato se zdaj že nekako klubi vejo, da je treba to, ampak razvoj gre tako bliskovito, ko ti vidiš sredine, ko imaš možnost spoznati, to je res brutalno in tukaj je veliki vložki so, zadeve se pa tako hitro spreminjajo, da se te trendi, tako da in ostati, privilegij je, da imaš nekoga, ki zna to spremljati, pa ki zna prenesti potem mogoče na trenerje, ki bojo to v prihodnosti rabili, ker če ne bomo zaostaneš enostavno, vse prehitro rata in tukaj je pol pomembno, da tudi spoštujemo minulo delo, kot smo rekli, mi imamo cel kup nekih strokovnjakov, ki so na svoj način naredili. Pa bi bilo še treba vključiti verjetno v kakšno delo noter. Ne, pa sej resnica je v tem, da je res nogomet igra in da je najvišja stopna verjetno to, kar je Ivica v 8 delu. Postavi igralce gor, pa z 2-3 navodili, ne, postavi igralce in mi samo nogomet igramo. To je ta zadnja stopna. Če pa hočeš ti naučiti nekoga, da pride do te stopne, pa moraš stvari razdeliti in na kondicijo in na telo in na tehniko sprejema in na vse to, da prideš sploh do te zadnje faze, ki je pa verjetno res najlepša in ki se tudi trenerju potem zgodi, ker vse funkcionira, ne rabiš biti pameten. Pustiš jih, fantje delajo, ve se, kakšne so zakonitosti, do tega prideti pa lahko na 2 načina. Ali jih naučiš, ali pa kupaš nekoga, ki to že zna in samo potem igrajo po svoje. Mislim, niti ne rabijo trenerja. Ne? Čeprav tudi tem določenim ekipam, ki samo kupujejo, ne, pa nimajo identitete igre ali pa kluba, na koncu ne uspeva. Ne. To, ko si sam tudi rekel, ko ste imeli Dream Team v Olimpiji, ne, pa vam vseeno na koncu ni uspel. Mogoče ravno zaradi tega, ker niste imeli mogoče enega trenerja, kot je Miklavič bil takrat v Gorici, ne, ki pa na koncu more vse skupaj zložiti
In v tem vsem zdaj, ko se pogovarjam, ne bomo verjetno tudi mi trenerji vse bolj postajali z imenom menedžerji, tako kot so v Angliji, kjer boš ti moral menedžirati svoj tim trenerski z zdravstvenim zraven tim igralski, ob tem, da moraš vedeti, kako funkcionira uprava. In tisto, kar je najbolj pomembno, še pol ugotoviš, da časovne komponente, se pravi količina treninga, kot si omenil, 1 uro prej se že dela preventiva, korekcija, se pravi fitness, preden ti prideš sploh na igrišče, kaj boš jedel, potem pa še vse medije na tem nivoju, kjer si ti funkcioniral, umestiti zraven, potovanja in vse ostale stvari. V bistvu je to en sam management, s katerim mora biti klub pripravljen v resnici, da bo to lahko pelal, ne? Sej na top nivoju se mi zdi, Igor Panace, da enostavno ti nimaš časa skrbeti za fiziko igralca, ker to imajo vsi individualne trenerji, oni so pripravljeni, kje pridejo. Jaz ne verjamem, da se v top klubih ukvarjajo z njimi, kako jih bojo kondicijsko pripravili. Te fantje so mašine, skrbijo zase, vejo, da se ne smejo pri nas, ker jih pa razvijamo še lahko nekje druge, pa danes je samo umevno, da si maksimalno pripravljen in da samo izpolnjuješ. So oni profesionalci in toliko plačani, da je to njihova služba, da ti prideš pripravljen v službo in to je to. Jaz se zelo dobro spomnim ene situacije v Velenju, takrat, ko je Marjan Pušnik igral kvalifikacije za Ligo Evropa, ne, se mu je zgodilo to, da v bistvu ne se je njemu zgodilo, ampak se je zgodilo nam vsem skupaj eno tako presenečenje ali pa da vidiš, kako je en klub na višjem nivoju organiziran. Mi igramo prvi predkrog in možnost, da se srečamo z nekom iz velike peterice, je bil pač tretji krog. Ne? Mi še preden smo prvi krog sploh igrali, je ta klub že prišel si pogledati. Se pravi, ljudje iz tega kluba. Štadion, mesto, hoteli, ki so na razpolago, kje bi lahko trenirali, kakšne so garderobe, v bistvu oni, en mesec je bilo možnost v resnici, ne, da se srečamo z njimi in so si oni že prišli ogledati in naredili praktično načrt, da bodo oni pripotovali in kako bo celotna zadeva izgledala. Pri nas, jaz pa vem pač potem tudi, tako kot je bilo v Celju, tako kot je bilo v Velenju, ti več ali manj menedžiraš zadeve v zadnji sekundi. Iščeš hotel, iščeš prevoz, iščeš, ne vem, kar je pri enemu klubu, ki ima kilometrino Evrope in vsega tega na povsem drugem nivoju organizacije, pa tudi normalno precej več ljudi je v bistvu potem noter zaposlenih in dela vse skupaj, ne. Sej pri nas je to isto, ampak vse se z denarjem konča. To seveda ti ne moreš en ustroj Maribora ali pa Celja, v Celju so vsi 5 ljudi je bilo, pa je mogli delati tisto, kar verjetno v kakšnem klubu dela 10-15 ljudi, pa se zadeve še kar funkcionirale. Bi rekel, glede na to, koliko jih je, kako delajo, je to vrhunsko delo upravljeno, ne? Ampak če se primerjaš pa z nekom, ki ima te zadeve, ki so samoumevne, potem težko. Zato pravim, moraš vedeti, kje si, moraš vedeti, kaj počneš, pa moraš znati spoštovati tisto, ker je, te ustroji so vrhunski. Recimo danes je res, tudi strokovni štab imaš res, vsak na svojem področju je, tako kot si rekel, pripravljen, super, no? In biti sploh del tega je že privilegij, ne? Klub pa to ne more čez noč narediti, more rasti, more imeti finance, more, ne. Ampak tudi klub je fino, če je tu bolj potrpežljiv in da razume pač ta nihanja znotraj in ekipe in celotnega kluba, ne. Ja. Ne, ni garancije, ker tudi te vrhunski klubi take milijarde vse dajejo, pa ne morejo, ne vem, Lige prvakov osvojiti ali pa ne, ker so kompleksna zadeva je in vztrajati verjetno prej ali slej ti uspe, če uspeš se izboljšati, naučiti nekaj, požreti tudi kakšen neuspeh, ne. To je zelo pomembno, ne, ker vsi doživljajo neuspeh, pa imeti odnose, no, ta spoštovanje mora biti. Jaz tle pogrešam pri nas spoštovanje v smislu, da če ti drugače misliš, da sem tako jezen nate, pa te ne. Pač sprejmeš to, pa se probaš izboljšati oziroma razumeti, zakaj nekdo tako razmišlja, pa probati sodelovati. No. Ampak zato potrebuješ pa potem dialoge in ure vsega skupaj, ne. Ja. Okay. Dušan, jaz mislim, da smo mi veliko predebatirali, glede na to, koliko smo si z Nacetom zastavila ali pa
postavlja tudi idejo teh oddaj. Jaz upam, da te bomo naslednjič lahko ponovno povabili. Mogoče, ko boš ponovno trener nekje. Upam, da bo spet da bo tudi kakšna tujina ali pa da boš spet na poti do prvaka. Ne? Bi pa tu, Nace, boš ti napovedal še naša dva naslednja gosta. Lahko jaz nekaj še prosim, verjetno tega ne bo. Milana Miklaviča bi bilo zelo pameten poslušati, če boš uspel z njim. Krasno. Jaz bi si njega res, mislim, on itak mi je top. Tako govorimo o tem, nogometni filozofiji, pa to mi je fascinantno, ni bilo lahko z njim delati, pa to, ampak vse, kar je, bi bilo fajn njega slišati. No, ker... Bomo na tvoje priporočilo, absolutno. Smo razmišljali. Jaz moram reči, da Milana pač se poznama. Jaz zagotovo ga bom povabil, no. Upam, da se bo odzval, če druga ne bo. Če ne bo šlo drugače, bom pa tebe prosil, skupaj šla do njega, pa ga bomo zvlekli oddajo. Lahko grem zdaj. Ajde, Nace, bi še ti napovedal še enkrat naša naslednja gosta, ki smo jih pa že razkrili znotraj našega, jaz mislim, da zelo izčrpnega pogovora. Pogovor je bil zelo izčrpen. Danes mogoče malo bolj s trenerske plati, naslednjič pa toliko bolj z igralske plati, kar bo pa sigurno zelo zanimivo tudi kako vzporednico potegnati oziroma rdečo niti iz tega, kar smo se danes pogovarjali z Dominiko Čonč in pa z Markosom Tavaresom, oba dva igralca oziroma igralka in igralec na vrhunskem nivoju, oba dva z mednarodnimi izkušnjami, z igranjem Lige prvakov. Tudi že v bistvu lahko rečemo, da spadata med starejše igralce in sigurno bomo lahko veliko tem odprli. Zelo zanimivih že imamo pripravljene. Tako da Dušan, še imaš ti kako vprašanje za naslednje goste? Čist preprosto vprašanje, kako jima je uspelo, ker sta oba super in evo, ko mi čakam, da slišam, kaj boste povedala in čestitke za vse, kar sta do zdaj naredila. Okay. Čestitke tudi tebi, Dušan, za vse, kar si do zdaj naredil. Dušan, hvala za obisk. Tako, za tvoj čas. Tako upam, da se še srečamo, pa želim vam vse dobro, pa hvala vama, ker evo, bomo imeli možnost tudi na ta način komunicirati o nogometu. Hvala, Dušan. Nace, boš odpiskal? Ja, zdaj pa lahko rečemo, da smo odpiskali konec današnje epizode podcasta iz Centra v Gol. Igor in Nace se vsem zahvaljujeva za poslušanje in vas vabima, da nas spremljate še naprej na Facebooku in Instagram strani, kjer redno objavljamo izseke, novice in napovednike naslednjih gostov, katerim lahko tudi zastavljate vprašanja. Vesela bova tudi vseh delitev te in ostalih oddaj in pa vaših komentarjev in vseh povratnih informacij. Ostanite v centru dogajanja in pa lep pozdrav vsem.